Lep pozdravček vsem v skupini Čarobno telo. Že kar nekaj časa imam namen se javiti s temle, ampak sem rekla, nič, bom še malo počakala, da vidim, kaj se bo dogajalo, z mojim telesom. In sicer rada bi danes delila in je tako pač je tisto, kar sem ozavestila in zato tudi, bi rada to delila z vami. In sicer, čarobnost vprašanja, kaj je to? Torej, vsi tisti, ki vsaj malo spremljate Access, veste, da cel Access, temelji na vprašanju, torej da uporabljamo vprašanja, in ne delamo zaključkov z ničemer. Zato ker zaključek vedno, ko naredimo neki zaključek, ko najdemo neki odgovor, ko naredimo neko sodbo glede nečesa, tudi glede svojega lastnega telesa, potem, v naše zavedanje ne more priti nič drugega kot to, kar smo pač odgovorili, sklepali, zaključili, kakršen odgovor smo že našli. Živjo, živjo vsem, ki se pridružujete, mi je prav tako, prav tako sem rekla: zdajle pa moram iti prej skozi nekaj, ja, pa moram še to narediti, pa moram še to narediti." Ne, zdajle. Tako da en lep pozdravček vsem, sem prav presenečena, da vas je toliko tukaj. Torej, ja, jaz mislim to pač imamo tudi vprašanje, torej imamo 4 vprašanja, ki vas bojo naredila visoko, visoko funkcionalno na kateremkoli področju svojega življenja, tudi s telesom. Torej, če karkoli se z vašim telesom dogaja, namesto da greste v neki zaključek, vprašajte se, kaj je to. Res, naj vas zanima, okej, kaj je to? Ne vsepovsod, kjer ful radi prihajate do zaključkov, kjer takoj naredite neki sklep, takoj si daste diagnozo, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti Kragozijon. Right or wrong, gute mal vor ein paar Colin Shorts, Boys and Beyonds. Ker pol, ko si pa date diagnozo, pol si začnete to res ustvarjati. In jaz recimo, meni se je letos marca začel tako ful en tak spuščaj tukaj v povratu in sem gledala različne stvari, komu to pripada, so to entitete, ne vem, vse živo, a ne, in se nič ni spremenilo. Potem me pa to pravzaprav vse res tako dalo v to vprašanje, kaj je to? In sem imela kar nekaj časa v tem vprašanju, kaj je to, in potem naenkrat sem ozavestila, da zdravim vse tiste ljudi, ki so se cepili. In takoj v trenutku, ko sem si to torej cepili proti covidu, a ne, in, takoj v tistem trenutku, ko sem si to priznala, sem zaznala, koliko mi je ta iritacija, ne, tega spuščaja naenkrat popustila in zdaj dejansko je šlo vse nazaj in se tako pač lepo, zdravi in skoraj že nimam nič več. In to je tudi ena stvar, ki bi jo rada še poleg tega, da uporabite to vprašanje, torej kaj je to, ki vas bo, to vprašanje vam bo dalo zavedanje tega, kaj je, in takoj, ko si vi priznate, torej kaj se dogaja, niste več pod vplivom tega. Tako kot sem jaz, torej ko sem si dala priznanje, zdravim vse tiste, ki so se cepili, proti covidu, v tistem trenutku sem šla ni več to vplivalo na mene. Dokler sem pa delovala iz tega nezavedanja, dokler sem to nezavedno delala, sem pa bila skozi pod vplivom tega. In ja, vi imate zmožnosti, raznorazne kapacitete, vaše telo ima raznorazne kapacitete, talente, da zdravite, pri drugih jemljete iz vesolja drugih ljudi, teles drugih ljudi raznorazne, stvari. In če si tega ne boste priznali, boste skozi vi pod vplivom tega, boste svoje lastno telo naredili bolno. Tako da, kaj je to? Torej, prvo vprašanje, res, res naj vas zanima. In, torej, pač jaz se sprašujem tudi glede nekih drugih stvari, ki mislim tako, zdaj pač letošnje leto oziroma z lanskim letom se mi je začelo ful enih stvari s telesom dogajati, in, ki se spremenijo, pol pa spet pridejo nazaj in tako sem res, zdaj vsem tem sem tako, kaj je to, a ne. Prej sem mislila, mogoče je to, pa sem si ali neki proces naredila, neke stvari, pa sem mislila, zdaj to šlo, pa pride spet nazaj. Tako da sem res zdaj ono, kaj je to, in na ta način tudi, oziroma pol naprej si lahko zastavljate vprašanje, torej prvo, kaj je to, potem kaj naj s tem naredim, potem tretje vprašanje je, resnica, lahko to spremenim, in četrto vprašanje, če je na tretje vprašanje neka lahkotnost prisotna, torej tisto, kar je lahkotno, je res za vas, potem zastavite četrto vprašanje, kako to spremenim, a ne, in vas bo to vprašanje potem vodilo do nekih, stvari, s katerimi boste to spremenili. In jaz recimo zdaj glih,
torej posodabljam ta, priročnik za 3-dnevni body class in tako prav ono ene par stvari mi je tako prav skočilo ven, ki sem si jih naredila zdaj na telesu, a ne, in, par procesov in izgleda, da ta stvar, da se bodo te stvari zdaj, da bojo končno šle. Tako da in s temi vprašanji, s tem dobite zavedanje in to vas pol popelje do tega, da to spremenite. Če pa tukaj pri tem ta 3. vprašanju, težka energija, torej, to pomeni, da tega v tem trenutku zdaj ne morete spremeniti, da boste lahko pa to pa ne pomeni, da ta stvar ni spremenljiva, lahko boste to spremenili naslednjih pol ure, naslednjem dnevu, naslednjem tednu, naslednjem mesecu, samo vztrajajte in bodite v vprašanju, a ne, enkrat, ko se bo že to, boste lahko to spremenili. In, predvsem pa to, no, to mislim tako, jaz sem tako ful navdušena, prav res to vprašanje, kaj je to, mi je že večkrat, pravzaprav že tudi na samih začetkih, ko sem začela, delati Barse, torej to je bilo leta 2013, na začetku leta, in ko sem delala individualne tretmaje, sem zraven začela ful kašljati in, mi je bilo ful čudno, ker jaz tako običajno ne kašljam, razen če res nisem nekaj bolna, ampak to zelo, zelo, zelo redko, zdaj skoraj nikoli, no, odkar se uporabljam Accessova orodja. In mi je bilo čudno, a ne, torej sem rekla: ne, kaj je zdaj to?" Tako, pa takrat sem imela še ful takih pogledov pa nekih sodb, a ne, kaj si zdaj ljudje mislijo, če in držim jih za glavo pa kašljam zraven. Ampak nisem šla v neki zaključek, ampak sem šla v vprašanje, kaj je to. In sem bila kar nekaj časa v tem vprašanju, a ne, torej, ni tudi vsepovsod, kjer mislite, da bo zavedanje prišlo takoj v isti sekundi, ko to vprašate, ni nujno, lahko bo prišlo čez nekaj časa. In če boste v tem vprašanju, bo prišlo, a ne. In jaz sem se na ta, mislim, ko sem bila takrat v vprašanju, kaj je to, naenkrat sem se zavedala, da zaznavam entitete pri ljudeh in, naslednjič, ko sem imela stranko, pri kateri sem začela kašljati, sem začela delati čistilni proces za odpravljanje, odstranjevanje entitet in sem jaz nehala kašljati. Stranke so pa velikokrat tudi rekle: sem kar čutila ali pa čutila, da je šlo nekaj stran od mene." In dejansko, so šle pač tiste entitete, ki so se med tisto seanso, ki so želele oditi, so šle stran, a ne. Tako da, res vam priporočam, uporabite to vprašanje, kaj je to, in res naj vas zanima. Ne to spraševati iz neke sodbe, iz nekega, ko ste že naredili neki zaključek, kaj je to, pol se pa iti spraševat, kaj je to, ker to to ne deluje, na ta način ne boste dobili zavedanja. Ampak lahko tudi če ste se že nekaj odločili, če ste nekaj že izračunali, recite: "Okej, vse, kar sem se že glede tega odločil, izračunal, zaključila, sodila, vse to razgrajujem in uničujem, right or wrong, good the math, pol en short spoil, sem imel vse projekcije, vse pričakovanja, torej vse to si tudi spodaj pokrijte, vse, kar imam, a ne, vse to razgrajujem in uničujem, tako da naredite tako, vse to počistite, potem si pa zastavite vprašanje, torej, okej, kaj je to?" In vidite, kot sem danes z vami delila, je tako čisto nekaj, lahko čisto nekaj iks, ni lahko neka klasična standardna stvar, o kateri nam govori ta resničnost, neka bolezen. Lahko je čisto nekaj drugega. In, ko si to pol priznate, se ta stvar začne spreminjati. In, ja, tudi za vse tiste, ki ste novi v tej skupini, bi vas povabila, tudi tukaj v tej skupini je pod zavihkom videi, je desetine in desetine videov, o katerih sem že govorila, o raznoraznih stvareh, kar se tiče telesa, tako da, pobrskajte malo po tej, knjižnici in zagotovo boste našli tudi kaj, uporabnega za sebe. Tako da drugače vas pa res, spodbujam, da ste v tem vprašanju, kaj je to, s svojim telesom in tudi seveda na drugih področjih, ampak glede na to, da je to skupina Čarobno telo in je tudi zdaj, mislim tako, z veliko strankami, z veliko ljudmi se pogovarjam in ima veliko ljudi neke težave s telesi. In namesto da greste v neke zaključke v zvezi s tem, bodite v vprašanju. Bodite v vprašanju, torej če komu to pripada, ali je to moje, to od koga drugega, to od česa drugega. Veliko, saj jaz za sebe vidim zdaj, veliko je od zemlje, zemlja ful zahteva nekaj od nas, neki prispevek. Pol pa, če niso te stvari, si pa zastavite vprašanja, pa tisto, če se vprašate, a koga zdravim, pa ne dobite neke jasnosti, vprašanje, kaj je to, vam bo vedno dalo zavedanje. Tako da,
To naj bo za danes, naj vam to prispeva in kaj vse je zdaj še mogoče. Ja, in upam, da se vidimo tudi kaj v živo, ne samo takole, preko spleta. Čao, čao, adijo, lep dan.